Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360, sem Suzana Kos. Z menoj v studiu pa danes trije gostje, saj se predstavniki Sove niso odzvali našemu vabilu. Prvi mož Sove je namreč v Ameriki, drugih kompetentnih sogovornikov pa menda nimajo. Pogovarjali se bomo o noveli zakona o Sovi, ki jo je vlada sprejela na hitro ob tako imenovanem Šuterjevem zakonu, ki obveščevalcem v Sloveniji drastično širi pooblastila. Bomo dobili UDBO 2.0, ali Slovenija postaja policijska država, ali pa spremenjene okoliščine varnostne na varnostnem področju v bistvu zahtevajo, da se odrečemo nekaterim pravicam, ki so se nam do zdaj zdele samoumevne. V studiu so z menoj trije gostje, gospod Andrej Rupnik, nekdanji šef Sove, nekdanji policist in pravnik, dobro poznavalec tega področja, gospa Mojca Pašek Šetinc, nekdanja novinarska kolegica, sicer pa zdaj poslanka Socialnih demokratov, in znova gospod Janez Žakelj iz stranke NSi, ki vodi parlamentarno komisijo za nadzor varnostno-obveščevalnih služb. Hvala, da ste prišli. Pa bi mogoče Mojca vas najprej vprašala. Moram povedati, da besedilo novele, ki jo je sprejela vlada dokončno do tega trenutka, ko snemamo to oddajo, v bistvu še ni znano, še ni objavljeno na straneh Državnega zbora. Naj bi se pa obravnavalo po hitrem postopku, pa glede na to, kaj se ve o tem, kaj naj bi vlada sprejela, vas je morda strah, kaj se dogaja, bomo res dobili UDBO 2.0? Ja, torej, neka zaskrbljenost bi morala biti. Pri meni izvira predvsem iz tega, kako so se na vladi lotili sprejemanja zakona o Sovi, in sicer, da je šlo vse po zelo hitrem nekem postopku. Jaz sem še preden sem prišla k vam v oddajo, povprašala kolege v poslanski skupini, če zakon imamo, v parlamentarni proceduri še ni vložen, čeprav je bil sprejet očitno paketno prejšnji teden skupaj z tem tako imenovanim Šuterjem zakonom in z aktivacijo 37. člena o vojski, kako da je del tega varnostnega paketa. Ta vtis se zdaj v javnosti pojavlja s tem zakonom o Sovi. Skratka, način, kako je bil sprejet, zelo hitro, skoraj da po nekem tajnem sistemu. Vem, da je bil en mesec, mislim, da oktobra, zakon v javni razpravi, pa vendarle v Državnem zboru predloga novele zakona nismo dobili. Tako da v bistvu sploh nismo bili obveščeni, kakšne spremembe se obetajo. Sama sem si te spremembe pogledala in jih izvedela zanje iz medijev, tako kot moji poslanski kolegi. Tisto, kar se meni zdi malce zaskrbljujoče, je, da se na nek način vsaj 3 takšne točke v tem so, kar sem razbrala v medijih, in silovilci, skratka, kako daleč bo to šlo. Potem, sicer se tam, mislim, da predvideva nek 15-dnevni rok za njihovo uporabo in da mora predsednik Vrhovnega sodišča odobriti uporabo. Bolj zaskrbljujoče zame je uporaba tako imenovanih nove vohunske opreme. Zdaj, kaj to pomeni, ne vem. Skratka, rada bi videla dikcijo zakona in kako dolgo se bo to uporabljalo. Tretja stvar so pa seveda neka biometrična prepoznava obrazov. Tudi to nekatere države že uporabljajo, nekatere obveščevalno-varnostne službe to tudi uporabljajo. Sama osebno nisem nenaklonjena spremembam zakona o Sovi. Mislim, da je prav, da imamo nek modern zakon, da ima naša obveščevalno-varnostna služba moderno zakonodajo, moderno zakonsko osnovo in tudi, da deluje po modernih principih. Sem pa zato, da so sprožene vse ustrezne varovalke, predvsem pa, da je okrepljen parlamentarni nadzor in da morda... Tudi strokovni nadzor, da se morda uvede. Bomo o tem rekli še kaj v nadaljevanju. Bom še vam dala besedo, gospod Žakelj, ampak najprej berem tukaj dve izjavi, dveh, kritikov
vsakokratne oblasti. Gospod Jaša Jenull je danes pred Državnim zborom sicer protest zaradi tako imenovanega Šuterjevega zakona. Gospod Jaša Jenull je zapisal, da bi morali biti zakoni spisani z mislijo, kako bi jih lahko uporabila najslabša vlada. Boris Vezjak pa je pri svojem komentiranju aktualnega dogajanja uporabil besedno zvezo Janša v Golobovi glavi. Zdaj, gospod Žakelj, NSi ne nasprotuje širitvi pooblastil Sove, tudi ne nasprotuje, da bi se pač v prihodnje spremljalo tudi slovenske državljane, ampak najprej mi povejte, ali ste vi kot šef KNOVS-a vedeli, da se pripravlja ta novela? Ja, lepo zdrav z moje strani, hvala za vabilo. No, zdaj to bi bilo preenostavno rečeno, da Nova Slovenija podpira vsa ta nova pooblastila, ki jih daje zakon, ki ga še nimamo v parlamentu. Najprej bi rekel nekaj. Nimamo izrednih razmer v državi, imamo pa nesposobno vlado, ki je 3 leta in pol na lovorikah spala, sedaj pa hoče zaradi tragičnega dogodka rešiti svojo glavo. To je bistvo. Mi smo v KNOVS-u že 3 leta in pol opozarjali na navedbe Sove, da potrebujejo nova orodja. Smo mi rekli, da kot opozicijska stranka, ki ima tradicijo, vemo, da moderna obveščevalna služba potrebuje nova orodja in nove metode, se pravi pač moderne metode, ker se spreminja tako komunikacija in ostale stvari, vendar ob tem je potrebno poudariti, da je potrebno ojačati, okrepiti tudi nadzor nad Sovo. In to, kar zdaj predvideva tisti se pravi, zakon, ki ne vem, če je zadnja verzija, da je pooblaščenec za nadzor imenovan strani vlade, to je zagotovo ena stvar, s katero se mi ne moramo strinjati, ker tako, kot je kolegica Mojca rekla, parlamentarni nadzor nad obveščevalno varnostnimi službami je organiziran zakonsko tako, da ima večino opozicija. In opozicija, da gre na nek način v bistvu za samo politični nadzor. Gledanje pod prste, ampak zdaj, ko pa govorimo o strožjem nadzoru zaradi večjih pooblastil, pa vsekakor bi jaz, kot zdaj že nekaj let delam na tem, mislim, da bi bilo nujno, da bi KNOVS imel možnost, tako kot preiskovalna telesa, najeti tudi strokovnjake z področja IT-ja in varnostnih ved, ki bi bili sposobni, recimo tisto ekipi Sove, ki jih je kar nekaj, parirati in vršiti dejanski nadzor nad temi novimi pooblastili. Se gospod Rupnik ima zelo izdelane ideje o tem, kako ne bi se ta tudi strokovni nadzor vršil, ampak odgovor na moje vprašanje v bistvu je ne. Niste vedeli za to novelo, da se bo pripravila? Ne, mi smo 3 leta in pol opozarjali in govorili, da če je opozicija za to, da se daje Sovi nova orodja. Zdaj ne da se odgovoriti zdaj, ne. Mi smo vedeli, rekli so, sej bomo to pripravljali, ampak dokler ni nič, absolutno se pa ne strinjamo z nujnim postopkom, ker nimamo izrednih razmer in ker je potrebna resen premislek o vseh zadevah, ker tukaj govorimo o krhkem ravnotežju med nadzorom. Mi se seveda strinjamo, da se kriminalce lahko nadzira. Moramo pa tudi človekove pravice vseh državljanov zaščititi. In kar se dogaja, da recimo se to izkorišča tudi v starejših demokracijah za politični nadzor nad komorkoli. In tudi za spremljanje novinarjev, kaže kar nekaj primerov iz tujine. Gospod Rupnik, lahko za gledalce enostavno poveste, kaj je sploh IMSI lovilec in kaj počne ta vohunska programska oprema, ki lahko pride v naš telefon, na primer. Hvala za vabilo. Jaz bom danes v dvojni vlogi. V eni sem navaden državljan v penziji, v drugi bom pa hudič advokat, kar se tiče moje nekdanje službe. Zakon je bil objavljen, jaz sem ga prebral na e-demokraciji, tako kot vsi ostali državljani, tako da tudi za vas politike to ni bila nobena ovira, da ga ne bi mogli prebrati. Kar se tiče IMSI catcherja, gre za tehnično napravo, ki zelo poenostavljeno simulira bazno postajo za mobilne telefone. In ta simulirana bazna postaja prestreže ves promet, ki potem prisiljeno poteka preko IMSI catcherja oziroma lovilca IMSI številk, namesto preko rednih operaterskih anten.
Zdaj pa, kako to tehnično deluje, zadeva relativno kompleksna. IMSI naprava mora priglasiti signal vseh ostalih anten od operaterjev in se potem sama lahko vrine noter v to komunikacijo kot neke vrste posrednik v tem sistemu. Ne. Zdaj, teh IMSI catcherjev je zelo veliko vrst, so pasivni, so aktivni, nekateri omogočajo poleg ugotavljanja IMSI številke tudi prestrezanje dejanske komunikacije, zvočne, podatkovne, slikovne, kakršnekoli že ne. In sama uporaba v bistvu ni tako zelo enostavna. Se pravi, treba je vse kombinirati z sledenjem osebi. Naprimer, če je neka tarča, poseduje telefon, pa služba ne ve, kateri so tehnični parametri, telefonska številka tega telefona, ker je bil recimo kupljen v predprodaji na bencinski črpalki, potem je treba za to osebo postaviti sledilsko skupino, ki ugotavlja, kje se geografsko ta oseba pojavlja, recimo skozi 5 dni in vsako pot, ko ga nekje locirajo, aktivirati ta tako imenovani IMSI lovilec, ki potem v tem področju zajame vse IMSI številke vseh telefonov, so prijavljeni v to lažno. Se pravi, se ujame njegovo komunikacijo z vsemi ostalimi in tudi vsebino. Prijavo v omrežje, ne, prijavo v omrežje ujame, ta IMSI številka je univerzalna identifikacijska številka uporabnika mobilne telefonije, ki je vsaka samo enkrat uporabljena kjerkoli v svetu. In ko naredijo oni presek, recimo ujamejo 5x po 1000 telefonskih podatkov teh IMSI številk na različnih geografskih koncev, potem naredijo presek in ugotovijo, da med temi zajetimi številkami se je samo ena pojavila na vseh 5 lokacijah in to je potem tarča. Od tukaj naprej se pa potem štartajo normalne procedure sodno odredbo prisluškovanja preko žic, ker konc koncev ljudje zmotno mislijo, da vsa komunikacija preko telefonov poteka tako kot preko radijskih postaj, do bazne postaje, da mogoče še do ene naslednje, potem gre pa to vse po žicah, tako da se potem klasičen prisluh zvokov, sliki, podatkom pa tako naprej izvaja pri operaterju. Pa nekateri IMSI catcherji, ti moderni, praktično imajo skoraj po privzeti varianti vdelan sistem, da je možno v bistvu tudi prisluškovati komunikaciji sami, se pravi zvokov ali pa v bistvu podatkom. S tem, in tudi pošiljati recimo SMS-e. SMS je del podatkovnih, veste, kako je to treba razumeti, kakšne strukture podatkov se pošiljajo. SMS ni nič drugega kot eno podatkovno polje, ki sodi v prometne podatke. Samo hočela sem povedati, da gospa Andreja Katič mi je propovedovala pred leti, mislim, da še v prvem tem mandatu, prejšnjem mandatu, ko je bila pravosodna ministrica, da so imeli organizirano predstavitev zmožnosti delovanja IMSI lovilcev. In so ugotovili, da so not SMS-ji. Tako, in potem se je zgodilo v bistvu tako, da so recimo, da je ona, zdaj se ne spomnim natančno kdo, ampak je dobila nek SMS od nekoga, ki je sedel zraven nje, čeprav ga ni poslal. Se pravi, to tudi lahko izkorišča se v bistvu tehnološka posebnost, ko so avtorji oziroma tisti, ki so kreirali sistem mobilne telefonije, so noter kreirali v tem podatkovnem sklopu več kot 250 različnih podatkov, ki si jih telefoni pa bazne postaje med seboj izmenjujejo, med njimi IMSI ena številka, jih je pa še cela vrsta drugih. Ne. Ampak eno polje je bilo prezervirano do teh nekog že znakov, lahko noter upišete, so ga tehniki takrat napisali zato, da bodo sami dodatne podatke noter upisovali, potem so pogotovili, da je to mogoče uporabiti za izmenjavo kratkih sporočil, SMS-ev, short message system to pomeni. In zaradi tega je ta podatek v bistvu sestavni del tako imenovanih metapodatkov, sama drugi tipi komunikacije so pa seveda drugačnega. Recimo, če zdaj rečemo, Sova ne bo pošiljala prek IMSI catcherjev kakšnih fake sporočil, ampak bo locirala samo pač osebo, ki želi slediti. In potem, ko bo želela, ker seveda prek IMSI catcherjev ali pa s pomočjo IMSI catcherjev ne more priti do kriptiranih aplikacij, prek katerih pač komuniciramo, recimo Signal ali pa Sky in tako naprej, bo zato potrebovala še vohunsko programsko opremo, s katero bo prišla v telefon te osebe. Da, ampak to ni nujno povezano. IMSI catcher se načeloma širše uporablja kot pa vohunska programska oprema. Ne? No, samo da razložimo še, recimo. Ljudje več ali manj poznajo Pegas, pa recimo Predator, pa še kakšnega, čeprav je tega na trgu zelo velik in za ogromno te opreme, ki imajo recimo Rusi pa Kitajci, niti ne vemo, da obstaja, niti kar imajo Američani. Stvar je pa v tem, da se v bistvu ta programska oprema, ki je v bistvu recimo podobno virusu, se pravi gre za malicious code, se pravi za neko zlonamerno kodo, se je do zdaj tako sofisticirano narejen, da ko ti dobiš pač nek signal na mobilni telefon, ni važno v kakšni obliki podatkov, ki so prišli v tvoj telefon, se pač ta software aktivira kot zero-click aplikacija, kar pomeni, ni potrebno nič klikati za to, da se ta software v zadju aktivira.
Stvar je potem, da se v bistvu inštalira v samo jedrno programje tega mobilnega telefona, kar pomeni, da če vi recimo uporabljate kriptirano aplikacijo, naprimer Signal, in z nekom komunicirate in ste trdno prepričani, da gre za end-to-end enkripcijo, se pravi od točke do točke je kriptiran promet, ta vohunski softver vaš glas posname ali pa podatke posname še preden so kriptiran. Se pravi, postavi se vmes med operacijski sistem telefona in med aplikacijo, ki šele potem kriptira v bistvu te podatke, ker je recimo Signal ali pa kakšno teh aplikacij zelo težko dekriptirati. Skratka, s to vohunsko programsko opremo se lahko pride v naš telefon, s klicem, na katerega ne odgovorimo, SMS, ki ga nismo prebrali, karkoli, in se potem lahko z našim telefonom ga pregleda popolnoma. Odvisno od vrste softvera. Nekateri omogočajo omejeno uporabo in Sova je v svoj zakon zapisala zelo konkretne omejitve, kaj bo ta programska oprema lahko delala. Prodajalci so se prilagodijo takim zahtevam. V predlogu je bilo zapisano, čeprav vem, da se bo spremljalo SMS sporočila. Oziroma ne SMS, sporočila. Sporočila, ne bilo omenjene SMS-e. Kako vemo, da se bo spremljalo samo to? Ker nekateri sogovorniki tudi iz obveščevalnih vrst pravijo, da ni nujno, da se bo spoštovalo. Zelo enostavno je stvar v bistvu možno urediti na ta način, da se tisti, ki je nadzornik, v nulo, meni je vaša ideja všeč, ki ste rekel, da bi parlamentarna komisija morala biti sposobna najeti strokovnjake in s temi se upravi pač neka diskretna debata, kjer jim je potrebno razkriti točno, kako ta program deluje. Lepa, ker je vsak tak program, ali IMSI Catcher, ali pa v bistvu ta spyware, vezan na računalnike. Jaz sem že pred letih delal nadzor v policiji glede uporabe IMSI Catcherjev, svetoval, da jaz sem lahko takrat verjel kolegom, da so to uporabljali v skladu z zakonom. Nisem imel pa nobenega vira, da bi lahko to preveril digitalno. In sem že takrat predlagal, da je potrebno na vse te naprave, preden jo dobijo uporabniki, se pravi specialisti v roke, druga skupina neodvisnih specialistov na te iste naprave naloži programsko opremo, ki enostavno postane vse, kar je bilo preko te naprave napravljeno in tisti, ki je uporabnik na koncu, tega ne more v bistvu izklopiti. Se pravi, nek žurnal v ozadju, na katerega v bistvu uporabnik nima vpliva. Kar pomeni, v primeru naprimer nadzora ali pa v primeru suma, da je prišlo do zlorabe, se enostavno to ekipo inicialno pokliče, neodvisno in izvleče te podatke iz naprave in lahko ugotovi, kaj je ta naprava v resnici počela. No, bom tukaj navedla še par primerov, tako se mi zdi zelo pomirjujoče govoriti, ali pa tako sem vas razumela, da veste, tega, da bi pa politiki lahko to zlorabljali v nedemokratičnih državah, pa ne more nobeden preprečiti. Zdaj pa govorite kot državljan. Jaz trdim tako, da pogledajte, če se svižla naša demokracija, pa bi politiki uspeli pokvariti od vrha Sove pa dol navzdol, ampak to je zelo težko. Sem bil tam direktor, pa vem, koliko ljudi v bistvu vmes, preden se postopek sproži. Vsej 10 do 15 ljudi, preden je na koncu nekdo, ki sproži postopek prisluškovanja. Vse moraš pokvariti po celi liniji, se pravi skoraj cel sistem. Najbližje take pokvarjenosti v zadnjih desetletjih smo videli v Makedoniji, ker je v bistvu del službe bil v celoti popolnoma postavljen strani oblasti, takratnega predsednika vlade, in so oni v bistvu takrat v Makedoniji IMSI Catcherje uporabljali kot prisluškovalno sredstvo. Večino prisluhov, ki so jih naredili, so naredili z 4 do 5 IMSI Catcherji, ki so jih imeli takrat na razpolago. No, tam so imeli afero, kaj so počeli s temi IMSI Catcherji? Politično so zlorabljali potem te podatke. No, to je možno po moje tudi pri nas. Ne, jaz mislim, da v tem trenutku pri nas to ni mogoče. Ali pa je pri nas bolj tista inercija, da ne delajo zaradi tega, ker je določena politična opcija. Se sem prepovedal. Direktor, ki je na oblasti gor v Sovi, bi moral celo linijo navzdol ukvarjati za to, da bi lahko kaj tam zlorabil. Če smem, eno vprašanje imam. Jaz sem bila približno leto pa pol predsednica preiskovalne komisije in smo naleteli v preiskovalni komisiji na primer madžarskih državljanov, zelo znanih blizu Orbanu, ki so v Sloveniji odpirali podjetja, davčne številke poskušali odpirati račune na bankah in njihova podjetja so bila zajeta v to mrežo afere panamski dokumenti. Skratka, šlo je za neko precej veliko afero pranja denarja in oni so res, je potekala neko pranje denarja iz Luksemburga, poskušali so prek Slovenije, Malte, Hongkonga in so skušali Slovenijo odpreti. Sova jih ni zaznala. Mi smo podatke v preiskovalni komisiji Državnega zbora pridobili. Ne vem, zakaj jih niso zaznali. Skratka, pa verjetno bi jih lahko, če sem jih jaz lahko,
ne, z navadno, bom rekla, novinarsko preiskovalno metodo ali pa parlamentarno preiskovalno metodo, bi jih verjetno lahko toliko prej usposobljen obveščevalca. Verjetno, da res. No, in tisto, kar je meni bil ves čas, mi je rojilo po glavi, je bilo to, da jih niso zaznali zato, ker ni bilo političnega motiva, da bi jih zaznali. No, ne, tukaj, a je to možno? Lahko samo še jaz povem dve stvari, bom tukaj dodala. Ne? Gospod Aleš Zalar, nekdanji pravosodni minister, mi je v enem od intervjujev v preteklosti razlagal, da je kot predsednik sodišča preprečil prisluškovanje telefonov predsednika LDS, ki si ga je zamislil gospod Miha Brejc, ko je še vodil obveščevalce. Požar Report pa je pred leti objavil neke fotografije, zapisov prisluhov, mislim, da slovenskim državljanom, ki so se pogovarjali stvari, ki se mi niso zdele, recimo, pogovarjali se o koncertu, o stikih z določenimi ženskami in tako naprej. Skratka, zdelo se je, da se je uporabilo za politične namene. No. Odkje so izvirali ti transkripti, z katere službe? Sove ali iz policije? To je malo verjetno. Poglejte, bom pokazala po oddaji. Jaz sem prej pozabil povedati nekaj. IMSI catcheri pa podobne naprave so zelo drage. Vendar morate vedeti, da je mogoče napraviti IMSI catcher za kolega, recimo Matej Kovačič, ki ga verjetno nekateri med vami poznate, ga je za testne razloge naredil za 7 evrov, za robo, ki je skupil na Kitajske. Ne. In če greste danes na spet pogledati, Kitajci prodajo eno celo plejado orodij, ki omogoča vsakmu, tudi vam, če kupite to orodje, vdore v zasebnost, v komunikacijsko zasebnost, za mehne denarje. Ne. In problem v vsaki družbi so tisti, ki poleg policije ali pa poleg obveščevalnih služb ravno tako lahko uporabljajo ta orodje. In to so kriminalci, to so lahko v bistvu hekerji, to so lahko v bistvu neki nedebudni mladci, ki jih to pa zanima, pa jim uspe to narediti. Ampak tega je na to ne. IMSI catcher danes narediti ni noben poseben problem, če imaš nekaj tehničnega znanja ali pa če kupiš to na črnem trgu ali na temnem spletu ali pa preko Kitajcev. Ne. Lahko so pa to tudi tuje obveščevalne službe, ki izkoriščajo tudi nepripravljenost ali pa tudi v Sloveniji. Tudi to je možno. Ja, vse službe so proti vsem v vsakem trenutku, to morate vedeti. To je kot vojska. Danes službe skupaj igrajo, jutri se preko cevi gledajo. Obveščevalne službe sodelujo, ampak obenem pa targetirajo drugo, pa tu je tarčenje. Se ste videli v primeru Snowdena. Zdaj, jaz tukaj gledam, da je treba se osredotočiti na tisto, zakaj primarno so te službe, recimo Sova za zaščito države in prav je, da se jim omogoča delo. Istočasno je pa treba omogočiti tudi take varovalke, ki bodo preprečevale možnost zlorabe, če tudi vemo, da do zlorab prej ali slej vedno pride in tukaj je pravi poudarek. Tudi jaz gledam recimo, ali je Pegasus ali Predator v tem dokumentaciji, ki jo imamo do zdaj, ki je vlada recimo, ne specificira, kakšni bojo ti programi, te vohu spyware, ki bi ne jih uporabljali in dokler tega ni, jaz lahko rečem, da dokler bom jaz vodil KNOVS, bomo zagotovo, če bo prišlo, bomo ta notranji dokument pregledali in skušali, tako kot ste tudi vi potrdili strokovnjaki na tem področju, narediti strategijo, kako nadzirati to zadevo, da ne bo prišlo do zlorab. Sicer pa moram reči, ker jaz ne morem o konkretnih primerih nikoli govoriti in je to nekoliko hendikepa, ne. Politika pa lahko to izkorišča na ta način, da če tudi, recimo, bom izpovedal za primer, ko je Sova policijo obvestila o nevarnosti kriminalnih združb, ki, recimo, pripravljajo dogodek, policija pa še vedno govori o mirnih dogodkih. Če tudi so vedeli, so bili obveščeni, da so bile obveščene kriminalne združbe in recimo, tukaj je politika. To zdaj govorite o teh nasilnih protestih 2020. Tukaj jaz govorim na splošno, ker pač ne morem konkretno govoriti, je pa dejstvo, da politika lahko to izkoristi, da reagira, da ne pove, da skratko govori o pretiranem uporabi prisilnih sredstev in te stvari. Ja. Bom vam dala še istočnico za en komentar. Izjave gospoda Luke Mesca, ki je mene recimo presenetil, ni problematiziral tega, da se bo zgodil velik
poseg v človekove pravice, a ne, s tem, da se bo pač uzakonilo uporabo vohunske programske opreme, ampak je dejal, da je pomirjen, ker to ne bo Pegasus. Če smem, to, kar sem jaz videla, ne, iz tega, kar so iz vlade sporočali v zvezi z zakonom o Sovi, ne izključuje katerekoli te vohunske programske opreme. Lahko je Pegasus, lahko... Mislim, iz tega, kar so oni napisali. Generično gledano, če berete zakon, software tipa Pegasus ali pa Predator je izključen iz te zgodbe, zato ker v zakonu ne morate vi tehničnih parametrov. Ne, seveda ne, ti pišeš splošen člen. Je pa sistematično izklopljen, če se ta software ne bo smel delati. Ker Pegasus pa Predator sta all take, ko ti ta in software inštaliraš, imaš popolno kontrolo, jaz lahko kamero vklopim nadaljavo, lahko zvok vklopim. Te so pa zapisali v zakon parametre, da omejujo ta način, koliko so primsi catcherje naredili. Jaz vam iskreno povem, če bi jaz bil tisti, ko tem odločil, bi dal neomejene naprave pa močno kontrolo nad kako pa kdaj se to uporablja. Ampak bo imelo skupljeno tehnologijo v vsakem primeru. Tisto, kar je meni ključno je, ne, v zvezi s tem zakonom, ki ga mi, jaz ne vem, kakšna je za ta zadnja verzija, kaj so oni na vladi sprejeli, ker ga mi v državnem zboru res ga nimamo, v proceduri ga ni. To je nenavadno. V proceduri ga ni, sprejeli so ga pa, ne, in to je meni zelo moteče, kot nek del varnostnega paketa zaradi romske problematike. In mislim, da to ni razlog za sprejem zakona o Sovi, sploh pa ne, da je gor napisano oznaka nujno, kar pomeni, da bomo ga mi en dan obravnavali na matičnem odboru za notranje zadeve, naslednji dan pa na plenarni seji. To je zame nesprejemljivo. Vem, da so ga potrdili tudi ministri iz vrst socialne demokracije. Vem, zakaj so ga potrdili. Ravno zaradi tega, kar vi govorite, ker so bili pomirjeni s pojasnili direktorja Sove, da pač so noter ugrajene vse ustrezne varovalke. Predvsem je bilo pa tisto, kar je bilo meni posebej izrecno rečeno in na kar bomo pa v poslanski skupini in poslanci pozorni, da mora biti zakon v okviru ustave in skratka te tanke linije med varnostjo, oziroma tem, kar Sova dela, in pa človekovimi pravicami in potencialnimi zlorabami. In tukaj je to uvodno vprašanje od vas, gospa Kos, o tem, ali je potencialno to nova udba. Mislim, seveda Sova ni nova udba, ne? Mislim, upam, da ne bo nikoli. Posod okrog nas. Vem, ampak po vaši logiki. Vem, ne, ni, ampak skratka upam, da bo to neka moderna obveščevalno-varnostna služba, ki bo delovala v korist države Slovenije, ne pa da jo bo kdorkoli že bo predsednik vlade, katerakoli politična opcija bo že na oblasti z svojimi nekimi paranoičnimi svetovalci poskušala tako ali drugače zlorabljati, ker ta strah pa vendarle je, ta skrb pa vendarle mora biti in zakon mora biti v okviru teh ustavnih norm. Gospod Žakelj, želeli ste? Ja, jaz bi ponovil, da bomo vsi žrtve predvolilne kampanje Roberta Goloba in neke histerije o izrednih razmerah, ki jih ni. Kot sem že rekel, 3 leta in pol smo pozivali, da se pripravi ta zakon. Vemo pa, da Luka Mesec je zdaj minister aktualne vlade. Luka Mesec, jaz sem bil študent, potem sem bil pa asistent. A veste, to, ko zamenjaš vlogo, vidiš, kako so ti študenti leni. Ko pa si ti asistent, pa študent, mislim, tukaj minister Luka Mesec je verjel direktorju Sove, ki zna prepričljivo zadeve predstaviti, ne pozna pa detajlov. Jaz sem hotela tukaj poudariti predvsem to, da ni važno, kako se imenuje ta vohunska programska oprema, Pomembno je, kaj bo počela, oziroma kdo jo proizvaja. Kako bo uporabljena in kakšen bo nadzor nad uporabo, kot je bilo že večkrat povedano, ker če ni nadzora učinkovitega, se vsak še tako pošten državljan spremeni. Me pa zanima, kaj pa tale govori. Vse se strinjava. Jaz vam pravim, da je gospod Mesec kot predstavnik levice, ki se je vedno zavzemala za človekove pravice in tako naprej, problematiziral samo to, kdo je proizvajalec tega, nič drugega. Se tudi mi zavzemamo za človekove pravice, vendar je to ravnovesje med človekovimi pravicami pa zaščito človekovih pravic od kriminalnih združb je zelo krhka črta.
tega zakona o Sovi ni mogoče povezati z tem, kar se je zgodilo na Novem mestu. To čist drug kontekst. Tako. Je pa dejstvo, da Sova s temi svojimi kapacitetami cepla za ostalimi državami najmanj za 5 do 10 let. In to ni nova stvar. Sova je te stvari predlagala že v vsaki vladi, pa se je doskrat ostalo že na pragu vlade, ne, niti ni doživel vladne debate. Nazadnje mislim, da za časa Marjana Šarca. Veste, kaj se bo zgodilo, če te zadeve ne bodo v nekem doglednem času narejene. Zdaj ima pa vlada samo dve izbire. Če gre po hitrem postopku, bo v tem mandatu narejen, če gre po normalnem postopku, bo stvar zaustavljena in bo morala naslednja vlada, če bo imela voljo, to spet odpreti in bo trajalo nekaj let, preden bo zadeva prišla na mize parlamentarcev spet. Ne. Zdaj pa zgodi se lahko situacija, pogledajte, podobna, kad je bila zdaj v Novem mestu. Zato, ker prej ni bilo reakcije, imamo naenkrat krizo. Ista stvar se lahko zgodi na tem področju. Naenkrat boste imeli škandal vohunskega tipa, ogrožanje nacionalne varnosti, ogrožanje kakšnega nacionalnega politika, pa tako naprej. In bojo so vprašali, zakaj niste tega v bistvu pročasno zaznali, zato, ker niso mogli. Ampak jaz sem že povedal, da smo 3 leta in pol nazaj povedali, da kot opozicijska stranka, 4 člani smo bili v KNOVS-u, podpiramo, da se zadeve naprej spravijo. Ker enak problem je pri zakonu o KNOVS-u, o komisiji za nadzor. Tudi tega ne bo. Aktualna koalicija nima interesa, da jo opozicija nadzira. In bo tudi težko. Jaz pravim vsakokratna opozicija. No, ampak to je pač standard demokracije. Ne? Skratka, ti moraš imeti nadomeščevanje, da se ti ne zgodi udba, ne? Skratka, ta režimska, sistemska, rekli, tajna služba, ki je de facto sledila političnim nasprotnikom in jih celo, vemo kaj, tudi likvidirala v nekem obdobju. Skratka, to se ne sme nikoli zgoditi, zato pa pač imamo ta standard demokracije, parlamentarni nadzor, ki je v rokah vsakokratne opozicije nad tovrstnimi službami. Se pravi, tisto, kar je meni ključno in nam ključno je, da je ta zakon modern, da Sova dobi ustrezna orodja, ampak da je to v okviru, se pravi, ustave in da imamo te neke standarde demokratične vendarle v tem zakonu zagotovljene. To je tisto, za kar se bomo pri nas zauzemali. Da Sova dobi, jaz se strinjam, da Sova dobi primerna orodja, da bo moderna in tudi nadzor. In tukaj zakon o KNOVS-u, komisija za nadzor nima pristojnosti več za zakonodajo dajati mnenja. Ok, v redu, ampak mora pa biti to z roko v roki, ker če bo nekaj sprejeto, drugo pa ne, smo pa neki, in jaz se strinjam z vami, da bi bil čas 3 leta nazaj, ampak smo opozarjali. Ampak če gremo k proceduri, še eno stvar, ker je to pač pod nujno, bo to zakon sprejet pod nujno. Kar pomeni, da pa se bomo morali zelo pripraviti vsi skupaj v državnem zboru, ker vendarle gre za tak skupno zgodbo, pripraviti nek resen amandma glede parlamentarnega nadzora, ker to pa mora biti, jaz mislim, da bi ga, vi ste rekli, strokovno opolnomočiti KNOVS, ko sem jaz sem prihajala, enako je tudi meni bilo v glavi strokovno opolnomočiti KNOVS, ker priznam, jaz nisem poznavalka. Vi ste me prej rekli, jaz ne vem, jaz mislim, da je ta safe, skratka ta vohunska oprema, ki naj bi spyware, ki naj bi se uporabljala. Aha, to pa je to, Pegasus, Predator, ne vem, jaz Kitajci, ki te gledajo, Big Brother, watching you, Skratka, sem mislila, da je to noter, ampak se pravim, zakonske dikcije nisem videla, ampak mislim, da moramo strokovno opolnomočiti KNOVS in to mora biti del, po moje, že zakona. Bomo rekli, gospod Rupnik, tukaj bom samo še dodala vprašanje, vam dajem besedo, ampak v obrazložitvi oziroma tem, kar se je bralo, je zdaj nujnost spremembe zakona o Sovi je tudi, da se je ugotovilo, da je v romskih naseljih pač tudi organizirani kriminali in da se bo preverjalo tudi, umazan denar, ki prihaja iz Srbije ali ne vem odkot. Kar je, bi jaz rekla, da je to predvsem delo policije, to je moje mnenje, ampak vi pravite, da je prav in da je pametno, da izkoristi vlada ta trenutek za spremembe zakonodaje, zato ker to je taktičen ukrep vlade. Bom ponovila to, kar je gospod Janez Janša rekel, mislim, da glede tako imenovanega Šuterjevega zakona, če bi sprejemali, oziroma predlagali mi, bi se po Ljubljani vozili z motorji, ne s kolesi. Kje imamo potem problem?
stroke, ne v politiki ga imamo. Zdaj pa stvar o tem, vas kot parlamentarce imate na razpolago samo dve stvari. Ali rečete, v redu, stvar je do te mere dodelana, da je možno to speljati čez hitri postopek, ali pa ni zadosti in zato tega ne bomo podprli zaradi postopkovnih razlogov. Ne? Zdaj pa reden postopek pa traja leto do dve, ne običajno v Sloveniji. Ne, redni postopek, se motite, redni postopek ob takšni večini, kot jo imamo, a ne, narediš v mesecu in pol. No, vse to bi bila tudi potem opcija. Skratka, ta zakon, mimo grede, mi imamo še 3, kolikor vem, redne seje, bi lahko mirno spravili skozi v rednem postopku. To je vaša odgovornost politikov, kot je dobro. Jaz pač povem, kako to je. Z aspekta stroke pa stvari pač izgledajo malo drugače. Z aspekta politike opozicijske, predvsem je pa ustvarjanje izrednih razmer, kjer jih ni, kjer smo opozarjali, opozarjali smo pri romski zakonodaji, smo veliko delali na tem kot opozicija, opozarjali smo na tem delu, sicer je to v zapisnikih, ki niso odprti za javnost, opozarjamo na področju medvedov, se bo zgodilo isto. Spomladi boste videli, bomo sedeli na silo, ker bo nekje smrtna žal. Ja, če bo Sova rešila, če prisluškuje. Rešuje vprašanje problematike medvedov vojska, to sem zadnjič brala. Ampak 7-8 smrtnih žrtev je že tam. Mislim, da 12. No, ampak tudi kolega Predrag Bakovič, ki ste ga gostili prejšnji teden, tudi on je ves čas opozarjal na težave na jugovzhodu Slovenije, na romske težave, predvsem ta porast kriminalitete med posameznimi Romi, varnostni vidik. Skratka, mislim, da je dal več kot 20 pobud. Vem tudi, kakšni so bili zelo pavšalni, zelo arogantni in ignorantski odgovori vlade na njegove predloge, ki so danes, kar je smešno, na nek način zajeti v tem tako imenovanem Šutarjevem zakonu, v katerem so zajeti tudi predlogi vseh županov iz tistega dela, iz tistega območja Slovenije, in kar je meni najbolj, pa vem, da je bilo to malo PR-ovsko tudi izvedeno, to, da ti greš sprejemati ob tem paketu interventnem paketu zakonov še zakon o Sovi, ki pa je zame sistemski zakon. To je zame recimo pač o neki resni obveščevalno-varnostni agenciji, ki bi morala biti moderna, ki bi morala imeti seveda vse možnosti na razpolago, nad katero bi moral bdeti totalni parlamentarni nadzor, strokovno opolnomočen. In to greš sprejemati na tak način, to meni ni všeč, no. Čisto osebno povem, jaz bi se lotevala tega drugače, verjetno bi zakon o Sovi dala recimo na sejo vlade ta teden in verjetno ne bi ga dala po nujnem postopku, morda po skrajšanem ali pa celo po rednem času. Tako bi bil že zdavne predano postopek, ker je tega že zdavne prednostov in to je oportunizem vlade. To je drago kupovanje obstoja v parlamentu, to je to. Ja. Pač, lejte, vsak taktizira, politiki pa sploh ne. Zdaj, jaz ne vem, če je mogoče, gospod Žakelj je rekel, da bi imel pač zunanje svetovalce. Mislim, da se vi ste rekli sicer, da se mu zdi, da je dobro, ampak vi ste že razmišljali tudi o tem, da bi bil zagotovljen nadzor dodaten nekega neodvisnega strokovnega telesa. Ne? Ker konec koncev, tako ne mislim in ne natovcujem, ampak recimo lahko bi vam očitali, da ste vi po strankarski liniji izbrali pač strokovne sodelavce, naprimer. Ne? Zato je verjetno, ali pa kdo drug za vami. Jaz pravim, vsakokratna opozicija ima interes gledati koaliciji pod prste. In zato je zakon tak, kot je, da ima opozicija večino. In če recimo se opozicija dogovori, seveda je treba jim zagotoviti varovanje in zaščito teh zaščitenih podatkov, gre za občutljive podatke, ki jih ne more videti kdorkoli. Vendar dejstvo je, da brez ljudi pa ni nič. In zdaj, če imamo IT strokovnjaka in strokovnjaka z področja varnostno-obveščevalnih služb, lahko bolj prav upolnomočeno gledamo, so vse preiskovalne komisije pod tem problemom. Ampak gledajte, če pa nikomur ne zaupamo, je najbolj zdaj nikomur ne zaupamo. Ne, ampak tu bi jaz šla v en kompromis, nek kompromisni predlog. Dodala bi, verjetno bi z nek dodaten člen, videti pa moram, kako je zakon sestavljen, za nek dodaten strokovni nadzor, ki je znotraj parlamentarnega nadzora. Ker meni se zdi, da je parlamentarni nadzor tako, kot je meni čisto ok, kar se tiče Sove, ampak morali bi pa biti parlamentarci res strokovno opolnomočeni. Skratka, morali bi imeti to pomoč, ker tega znanja nimamo.
Gospod Rupnik, kako imajo recimo v tujini te zadeve urejene? To je najbolj zabavno. V prejšnji službi oziroma v moji zadnji službi sem parlamentom drugih držav, ki so v tranziciji, razlagal, kako izgleda učinkovit sistem nadzora obveščevalno-varnostnih služb, s tem, da nisem mogel nikoli se prav pohvaliti, da v Sloveniji sledimo temu obrazcu. Hrvaška je v bistvu v tem regionu najbližje temu kvalitetnemu tipu nadzora, ki pokriva vse sfere. Treba je vedeti, da parlament pa parlamentarci glede na svoje splošno v bistvu udejstvovanje v službah različnih, preden so prišli v parlament, ne moremo od njih pričakovati, da bomo imeli stroga tehnična znanja, pa da bo to v detalji razumeli. In je tukaj pač omejenost, kaj lahko naredijo, česa ne. Smisel parlamentarnega nadzora je, da gledajo, a ta služba dela to, za kar je plačana, a pametno troši denar in ali vsej na tej generalni ravni ne krši človekovih pravic. To je približno ta okvir. Če hočeš pa ti videti detalje, moraš imeti pa strokovne znanje. Recimo, jaz se spomnim, ko sem bil sam direktor Sove, je prišla posebna skupina iz parlamentarne komisije k nam in so zahtevali pogled v prostore, kjer se izvaja prisluh, kar seveda imajo pravico po zakonu, smo jih peljali tja in so potem zgledali to sobo, kjer je kup kablov, luči, neke naprave, še jaz ne vem točno, kaj te naprave delajo, oni pa še meni so lahko samo meni verjeli, da to dela zakonito. Pa še jaz, če bi moral jamčiti recimo tisto s svojim življenjem, zato ne bi upal tega jamčiti, ker ne vem. In zaradi tega so v bistvu v tujini že leta nazaj, recimo Belgija, Nizozemska, tudi parlament, recimo v Nemčiji ima to približno tako rešen, ustanovili posebne relativno neodvisne strokovne organe, ki izvajajo strokovni nadzor. Jaz sem leta 2016 po mandatu takratnega pravosodnega ministrstva v Cerarjevi vladi napisal predlog sprememb zakona, ki je na eni strani širil pooblastila Sove, na drugi strani pa kompletno novo poglavje bilo dodano v ta zakon, ki je urejalo tako imenovan administrativni oziroma upravni nadzor, ki bi temeljil na tem, da se postavi, imenuje v sodelovanju parlamenta pa vlade neodvisno skupino 3 strokovnjakov, eden z precej kilometrine v pravosodju, po možnosti nekdanji sodnik, druga oseba strokovnjak za informatiko, telekomunikacije pa elektroniko in tretji strokovnjak za področje obveščevalno-varnostne dejavnosti. Oni bi bili jedro te strokovne nadzorne skupine, ki ni stalna, ker ni potrebe, ni potrebno zagoniti nekog denarja za to, da 3 dobre službe kreiraš. Bili bi pa podprti z sekretariatom, ta sekretariat bi bil pa po tistem predlogu ravno tako sestavljen iz osebja, ki že danes v bistvu v generalnem sekretariatu vlade skrbi za to, da vlada normalno funkcionira. Lahko bi ga celo združili s sekretariatom za nacionalno varnost, ki ravno tako deluje, pa rabi nek support. In potem, ko imate vi to strukturo vzpostavljeno, jaz sem tam napisal celo vrsto pravil od tega, kdo lahko pride not, po kakšnih kriterijih, kaj je njihova naloga, kakšna je komunikacija z vlado, s parlamentom in tako naprej, bi zagotovili v bistvu za Evropo primerljiv sistem strokovnega nadzora. So pa modalitete, kako to narediti različne. Nekateri so zelo omejeni, nekateri so zelo globoko v bistvu pooblaščeni, kaj lahko naredijo, nekateri so pa v bistvu podaljšek parlamentarne komisije. Jaz bi rada to pod parlament, ne pod vlado, lahko pošljem svoj predlog. Dajte, da oblikujemo amandma. Ne to prepozno, tega je preveč. Gospod Rupnik, vi torej menite, da sedaj, ko se tako izjemno širi pooblastila Sove, je treba v to novelo zakona o Sovi še dopisati poglavje o ustreznem nadzoru. Jaz bi to novelo zakona samo dal nastavek, da je potrebno v določenem roku adaptirati zakon o parlamentarnem nadzoru ali pa ne samo parlamentarno kombiniran zakon o nadzoru obveščevalno-varnostnih služb, ki bi pokril vse luknje, se pravi absolutno Sovo in OVS, ampak obenem tudi policijo, ker s policijo so redno problemi, ker ima komisija parlamenta zelo velike omejitve, kaj lahko policijo vpraša, če se pa ne. Se pravi, ampak ta zakon ne morete narediti čez noč. To je treba imeti široko diskusijo, po mojem 2 let najmanj, da se ta zadeva pripravi do tega, da bo dobro napisana in tam noter bi jaz te zadeve urejal. Poseben zakon o nadzoru obveščevalno-varnostnih služb. Ja, tukaj se z gospodom Rupnikom smo blizu skupaj, a ne v bistvu je pa to, ko ste omenili, a ne zdaj poseben pooblaščenec za nadzor, če ga imenuje vlada, bi se strinjali samo, če ga imenuje preden na koncu mandata in da bo naslednja vlada drugačna. To je bilo opozicijsko. To je bilo predlogu, ne zakona napisano. Ja, ampak ni bilo rečeno, to običajno na začetku mandata svojega človeka imenujejo, potem imamo pa ne pooblaščenca nadzor, ampak tako kot pri notranjevarnostnem postopku na generalni policijski upravi,
Dva mlada fanta dobijo, ki še napredujeta, recimo direktor jih imenuje, prav zdaj pa preiskujta to pa to. Če bosta dobro preiskovala, bosta napredovala. To je nedopustno. Jaz sem že povedal, da KNOVS ima, zato ker je opozicijska, ima interes, da je oster in če ga neodvisni organ, recimo svetovalci iz teh 3 področjih, ki ste jih tudi vi omenili, jim lahko pomagajo, je to v taki demokraciji, kad je naša, najbolj zanesljivo. Če pa dobimo relativno neodvisen organ, pa vemo, kako je. Jaz upam trditi, da imate v KNOVS-u že zdaj možnost angažirati neodvisne strokovnjake. Se imate strokovce, tam imate sekretarja te komisije, a vi jih tudi ne morete preiskovalne komisije? Preiskovalni, ker preiskovalna ima svoj sistem, malo drugačen, v KNOVS-u pa mislim, da ne. Preiskovalna jih ima in preiskovalna komisija lahko najame, mi pa imamo, seveda imamo, da ne bi žalil svojih strokovcev. To so varnostna vede. Se spomnite, kako so Makedonci naredili? 2 strokovca so dodatno zapustili za support njihovi službi. Oni imajo 3 komisije za nadzor službe. 2 strokovca so zapustili, eden je pravni strokovnjak, drugi je strokovnjak za informatiko pa telekomunikacije in oni tem komisijam so pa seveda varnostno preverjeni, imajo dovoljenje za dostop do strogo tajnih podatkov in oni pomagajo tem komisijam pri nadzoru. Ja, ampak komisije, vaše komisije, recimo preiskovalne komisije imajo možnost tudi zaslišati priče. Mi pa kot KNOVS lahko zgolj opravimo pogovor. In ko mi zahtevamo podatke, nam jih pač ne dajo in nimamo nobenega orodja, da jih dobimo. No, zakon obaveva, da je treba spremeniti. Zakon je treba spremeniti, zato bi bilo pa treba to narediti, kar ste vi predlagali. Obe stvari vključiti. Se pravi, z amandmajem povedati, da je treba razširiti ta... Določen čas to narediti in zaveza zakonodajalca. Gospod Rupnik, vemo, da je Ustavno sodišče, mislim, da pred 3 leti razveljavilo možnost, ki jo je dala zakonodaja, da policija uporablja silovilce. Ali so v tem, kar vemo o tem noveli zakona, že te varovalke, da se to ne bo zgodilo tudi z novelo zakona v Sovi? Kakšen je bil pa glavni razlog, da so IMSI catcher od policije blokirali? Jaz se tega ne spomnim več od Džone. Ampak tukaj noter v tem predlogu zakona sem jaz šel pogledat, koliko je v bistvu varovalk vgrajenih. Evropsko sodišče za človekove pravice zahteva tam okrog 4 do 5 kriterijev, po katerih je dovoljeno posegati v zasebnost z različnimi metodami. Ali so to, če jih uporablja policija, so to posebne preiskovalne metode, če jih pa uporabljajo obveščevalne službe, so pa to posebne metode zbiranja podatkov. Vselej gre pa za intruzivno metodo, se pravi, vdiraš v človekovo zasebnost in to je dovoljeno v vsaki demokratični državi pod naslednjimi pogoji. Če ni drugega načina, da bi te informacije pridobili, se pravi, vse ostale metode odpadejo. Če je to določeno v zakonu, se pravi, zakon mora zelo izrecno zapisati, da se to lahko uporablja. Če je stvar časovno omejena, se pravi, ima datum začetka, konca in je terminiran takrat, ko ni več razlogov za to zgodbo. Če imajo v bistvu tisti, ki so targetirani določene pravice, kasneje, ko je končan postopek do pogleda v te podatke in če je ukrep sorazmeren. Se pravi, da ne boš ti šel zdaj za muho ubiti, vzeti top, ampak boš uporabljal te metode za hud kriminal ali pa za huda ogrožanja nacionalne varnosti. V tem tekstu od Soveh sem ga bral zdaj pred par dnevi, tega, ki je bil objavljen na portalu Demokracija, sem našel celo 13 kriterijev izpolnjenih, ki jih je so jih civilno-družbene organizacije na ravni Evropske unije postavile kot kriterij varovanja človekovih pravic. Sem bil prav, moram reči, malo ponosen na tele moje nekdanje sodelavce, so to relativno dobro naredili, kar pomeni, da niso tega pisali z danes na jutri, tako kot tale zakon, ki je posvečen, žal se imenuje Šutarjev, ampak ta je bil precej bolj dodelano napisan. Je pa nekaj, še eno stvar moram povedati, jaz bi bil pri teh stvarih še nekoliko bolj radikalno. V svojih predlogih iz leta 2016 sem še nekatere pooblastila za Sovo predvidel, ki jih tukaj v tem zakonu ni in še zmeraj manjkajo, pa nekatere stvari niso izrecno zapisane, tako da je zakon o slovenski obveščevalno-varnostni dejavnosti tudi potreben in resne debate, pa celovite prenove v prihodnosti. Veste, mi imamo toliko smešne ureditve, ne morem drugače reči kot smešne, ker me tujci se sprašujejo, imate res horen. OVS ima na področju obveščevalno-varnostne dejavnosti ali pa policijskega preiskovanja samo en člen napisan. Če je to nekaj, kar je obveščevalna dejavnost, vi uporabljate zakon o Sovi, se pravi, tudi OVS ga uporablja. Če pa to diši po policijskih zadevah, uporabljate pa ZKP, pa policijski zakon. Jaz tega v svetu nisem še nikoli videl, samo v Sloveniji. Skratka, je kar nekaj razlogov za prenovo zakonodaje. Vam bom pa
sedaj, treba je povedati, da IMSI lovilce naša policija slovenska je že kupila pred leti, ne? Dva IMSI lovilca. Govorila sem z dvema odvetnikoma, ki se ukvarjata z kazenskimi zadevami in oba sta mi dejala, da se je, kot rečeno, policija ju ne sme uporabljati, da se je v nekaterih zadevah izkazalo, da so pač bile uporabljene zadeve, ki so bile pridobljene s pomočjo IMSI lovilcev. In bom zdaj prav prebrala, ne, ker pravite, da se ne zlorablja, da pač ne verjamete, da je potrebno cel sistem po liniji navzdol spremeniti. Ne. V enem od primerov, lahko tudi povem, Balkanski bojevnik, so v spisu imeli uradne zaznamke, da je neznana oseba samoiniciativno hodila na policijo sporočati IMSI podatke, kar se je potem odvetnikom zdelo nesmiselno in neprepričljivo in so postavili tezo, da gre v bistvu za podatek, ki so ga preiskovalci dobili z IMSI lovilci in je okrog tega tudi tekel dokazni postopek, ker so rekli, da bi radi zaslišali in dokazovali pač v tej smeri, predvsem ali taka oseba res obstaja. Ne? Kako si vi razlagate to? To bi bilo zelo težko. Sem prej opisal, kako IMSI lovilec deluje. Ti IMSI lovilca ne moreš uporabiti brez fizičnega sledenja. Jaz nakazujem, da je mogoče ga policija uporabljala. Ne verjamem. Mislim, ne morem pa seveda tega zdaj trditi, ampak mi smo nekaj leta, to bilo, sem jaz delal še v policiji, tam nekje do leta 2014, ne točno tega leta, smo oblikovali posebno skupino za interni nadzor, ker smo pregledali uporabo IMSI catcherjev in smo ugotovili, seveda ne morem garantirati za nobeno stvar, ampak upravili smo celo vrsto razgovorov, pa pregledov upravili, se ta zadeva že dolga leta ni več uporabljala. Ne. In težko verjamem, da bi tam v sektorju za posebne naloge obstajal nek uradnik, ki bo to nekontrolirano odnesel ven pa to uporabo. Ne. Je pa zanimiv primer na policiji, recimo, ko je samo ena oseba od 4000 ljudi zaposlenih v policiji, ki je zadolžena za upravljanje in vpogled v bazo za prikrite preiskovalne ukrepe. Se vam to ne zdi? Pravi, da bo zmanjšana možnost. To vse službe tako naredijo. Ne. Poglejte, na Sovi lahko tehničen postopek prisluškovanja sproži samo nekaj ljudi. To je jasno, če jih preveč to lahko naredi, pa preveč ve, kako se to naredi, imate takoj problem, če pride do zlorabe. Manj ljudi, ko nekaj ve, lažje to v bistvu zaščiti. To drži, ampak ne ena oseba, ker na računalniku je komot zapisati sledi, kdo je kdaj vpogledal, ne pa, da ti boš men pride šef pa reče, poglej mi ti pa mi daj to podatek. Jaz sem zelo korekten do svojih strokovnih sodelavcev in pravim, če je kakršnakoli zaupnost, bom jaz na svojem računalniku pogledal in bom sam sprintal, ker mi vrže ven, da sem jaz to. Tukaj pa samo ena oseba, 4000 ljudmi s tem upravlja, istočasno pa so to podatki, ki jih mora uporabljati veliko ljudi. Poglejte, to je ena oseba, ki upravlja sistemom targetiranja. To je edina oseba, ki pozna celo sliko. Ne. Na Sovi imate te evidenco tajnih človeških virov. Ne. Vsaka služba ga ima. Do te evidence niti direktor nima dostopa. Če nima utemeljenega razloga. Ta pravila sem upeljal jaz, ker sem bil direktor, ker prej je bilo možno pride dol pa zahteva terkoli podatek. Jaz sem upeljal sistem, ki vem, da še danes veljavi, da mora vsakdo, ki želi biti seznanjen z identiteto nekega tajnega človeškega vira, agenta ali kogarkoli drugega, mora imeti razlog in je to dokumentirano. In s sistemom upravlja, ne bom povedal koliko ljudi, ampak je to kontrolabilno. Ne. Kar pomeni, da cele slike ne vidi nihče razen tisti, ki s tem upravlja. In to je logika skoraj vseh služb, tudi v ameriški ali pa katerikoli drugi službi, ti ne moš parkorakati, ja pa reči, ugotavljam iz poročil in me zelo zanima, kdo bi bil pa tale vir, ker je to meni pomembno. Ne boš tega ugotovil, ker nimaš v bistvu niti nov baze, se pravi, ali pa kakršnegakoli drugega razloga, da bi se s tem seznanil. Meni ljudi, ko nekaj ve, lažje je to hraniti, tako kot je bilo predvideno. Poglejte, lažje je to hraniti, lažje je pa tudi to izkoriščati. Lažje je pa tudi to izkoriščati. KNOVS je bil večkrat zlorabljen v tem smislu, da je recimo služba dala neke podatke KNOVS-u, dan sem gledal po časopisih, pa sem bral stvari, ki jih ne bi smeli izdati van. Dokler je bil to samo naš podatek, ni šel nikamor. Ali pa samo policijski. Ali pa recimo, ko da, naprimer, policija zadevo iz svojih rok tožilstvu, je naslednji dan vse odsajtagi. Tukaj moram se odzvati, ker dejstvo je, da mi smo bili obveščeni tako kot
menda kot premijer, isti dan, ki je bil se pravi, aretacija vohunov in ni prišlo do par mesecev potem, ko je vse skupaj prišlo v medije. No, to je bil primer dobre prakse. Tako je in jaz lahko trdim, da smo se dolgo časa držali tega. Zdaj pa v bistvu nazadnje je pa prišel podatek, ki ne bi smel priti, ne vem od koga je prišel, ampak ne od opozicijskih poslancev. Žal. No, glede aretacije ruskih vohunov lahko povem, da so bili nekateri novinarski kolegi klicani, vsaj za enega vem direktno od šefa Sove, ker je pač prišlo ven, da naj se počaka z objavo teh člankov. Tako da je bila Sova aktivna tudi na področju PR-ja, medijskega informiranja. No, v bistvu tako nekateri novinari so, mislim, tole, da se je zaznali, da je nekaj narobe, s tem, da vemo vohunoma, pa res ni bila neka raketna znanost, ker je veliko ljudi to videli so, da se je nekaj dogajalo, pa tako naprej. In vem za ta primer tega novinarja, ker so bila v stiku potem, ker me za mnenje sprašal. On je naredil kvalitetno delo, dobil informacije z več vira, pa je začel pa brskati in je prišel do slike. On je delal svoj novinarski in je prišel do vrta Sove, ki je prosila, da jaz moram reči, da je bil fair, da pač enostavno je to, ampak do roka, do katerega so se dogovorili, zadržal podatek za sebe, potem ga pa neč držal za sebe. In tudi KNOVS, člani KNOVS-a so tudi to držali. No, nekaj nas je vedelo za to, ampak pač... A bi se tudi vedela? Vedela. Se vas bojim. V glavnem, vse ta kolega meni povedal to. No. Še eno vprašanje bi imela, ki je bolj na področju političnih špekulacij. Vi ste rekli, da to ni mogoče, pa bom vprašala za to mogoče tukaj navzoča politika. V preteklosti se je pisalo o tem, da različne politične opcije v Sovi zaposlujejo svoje ljudi. Recimo govorilo se je tudi za gospoda Damirja Črnčesa, da ima kar presešen vpliv in kar presešno kadrovsko bazo v Sovi. Pa vas sprašujem, ali je mogoče, da bi držalo, da se sedaj nekateri posamezniki v Sovi ukvarjajo z zbiranjem podatkov o recimo 2 političnih konkurentih predsednika vlade. Se vam zdi to mogoče, da bi... Teoretično je to popolnoma mogoče. Poglejte, Sova ima eno zelo zanimivo določbo, oziroma je nima. Ker to je politična zloraba. Političnega udejstvanja. Policisti ne smejo biti člani političnih strank, Sovi to ni prepovedano. Sovi bi morali biti celo zapovedan, da se enostavno izogibajo kakršnikoli stikom z ljudmi, ki so aktivni politike, zato da se odvrne kjerkoli so. Jaz sem na svoji koži videl, da nekateri ljudje so bili, čeprav meni to ni bil nikoli problem. Dokler vsak naredi svoj posel, kot je treba v skladu z zakonom in služi vsakokratni oblasti, v okviru tega zakona nimam težav. Če pa pri nekomu v bistvu ta njegov svetovni nazor vpliva na to, kaj bo delo, je pa to zloraba za mene. Ampak sem opazil pri nekaterih ljudeh tak ali pa drugačno v bistvu nagnjenje s tem, da zlorab nekih pa seveda nisem uspel zaznati. Ker je dejstvo, kot smo se prej pogovarjali, kritična točka vse je človek. In če človek nima primerne kontrole, naprimer ne morem ga poklicati enkrat na leto na lie detektor in ga vprašati, ali si v tem letu komorkoli dal dokument, ki je označen z tajnostjo mimo zakona. Če si dober izurjen, boš zblefiral detektor, če njega pa ne boš. Ampak tega v Sloveniji nimamo, to bi znatno zboljšalo stvari, na Hrvaškem jih je, ker to uporabljajo. Se pravi, človek je vse tista kritična točka in recimo ne moreš tega absolutno preprečiti, če nimaš pravih orodij, zato da bi vpeljal ne samo nek ta moralno-etični nadzor z nekimi pogovori, pa paziti, kako kadruješ kadre, je seveda možno, da nekdo vzame pač nek dokument, ga nese ven. Jaz sem imel primer, ko je človek zlorabljal to, kar je v podatkovnih virih Sove, na ta način, da je fotografiral ekran računalnika, zato ker je vedel, da karkoli bo pogledal v sistem je žurnaliziran, karkoli natisne je spet žurnaliziran, celo slikovno, je povedal, da tega se pa ne da slediti, da on sliko ekrane. In da ta način kradu službene podatke pa jih odnašal ven za svoje potrebe. Se pravi, ni absolutne zaščite. Se pravi, da je vseeno upravičen strah pri teh spremembah, ki se zdaj dogajajo. Pri teh radikalnih pa težje. Zato sem prej povedal, da je to pod, recimo, tale... Prevelik nadzor. Ja, premalo ljudi lahko s tem upravlja. In dokler ti to ohraniš v mehkem naboru ljudi, oni točno vejo,
ko bo škandal, ko bo nekaj narobe, smo tole, ko samo mi 3 osumljeni, noben drug, tisti ali pa 2, ni važno, koliko ljudi bo s tem operirali. Imate potem tudi druge mehanizme, naprimer, mogoče se vi, gospod Žakle, spomnite, kako je v Makedoniji urejen. Pri njih so v bistvu določene tehnike, se pravi tehnična sredstva, ki so namenjena prestrezni komunikaciji, morali deponirati pri tožilstvu, pri posebnem oddelku državnega tožilstva za organiziran kriminal in lahko pridejo po to opremo samo takrat, kadar imajo sodni nalog in jo morajo potem vračati nazaj. Se pravi, izven tega konteksta tega ne morejo uporabljati. Ampak ta zakon je pisan, kot jaz se vam opravičujem, samo trenutek. Eden od odvetnikov, ki je povedal, da se pač v spisih sodnih pojavljajo podatke, ki so evidentno pridobljeni s pomočjo IMSI lovilcev, je rekel, da bi verjel, da slovenska policija ne uporablja teh 2 nabavljenih IMSI lovilcev, če bi bila spravljena nekje drugje, naprimer v prostorih sodišča. To bi bil lahko del rešitve, poleg tega, ki sem prej povedal, da se nastavi gor na to opremo softver, ki ga oni ne morejo izklopiti. Ne. Lahko ta softver, recimo nek strokovni sodelavci iz parlamenta, za me je naloži gor, ni važno kdo. Ti softverji so na razpolago, nekateri so celo v bistvu odprtokodni in jih ne moreš obvoziti. Če je to deponiran pred nekim organom, seveda lahko ti za tisto obdobje, samo teh 24 ur je bila na razpolago ta tehnologija preiskovalcem, potem so morali vrniti. Ampak če ni žurnaliziranja avtomatskega v zadju, potem spet ne boš vedel, to bilo uporabljeno za tist namen, za katerega je bilo predvideno ali ne. Se pravi, neke absolutne popolne kontrole ne moš vzpostaviti, lahko pa zmanjšaš z možnosti uporabe, da zmanjšaš število ljudi, ki lahko s tem upravlja, da narediš avtomatsko žurnaliziranje uporabe, ki ga ne morejo izklopiti in da si pozoren pri temu, kako kadruješ ljudi. Ne, da morajo čez zelo striktne procedure in da se postopek varnostnega preverjanja ciklično ponavlja. Ne. Se pravi, netko kodonsko edino preverjanje po zakonu o tajnih podatkih, ne, ko moraš na 4 leta obnavljati svojo licenco, pa še to na ta način, da neke vprašalnike izpolnjuješ. Bolj aktiven bi moral biti ta način v bistvu preverjanja ključnih nosilcev občutljivih informacij. Kaj, z detektorji laži bi vi jih to bi bila ena od metod, pa druga metoda je po bistvu so sistematične. Tisto, kar jaz hočem biti, kar se tega predlaganega, oziroma že na vladi sprejetega zakona o Sovi optimistična je, da so oni to pisali z nekim namenom regulacije teh stvari. Z velik samoomejevanjem. Tako, in hočem biti tukaj zelo optimistična. Ampak jaz mislim, da ta omemba teh 2 politikov, ki zdaj prihajate, približno si mislim, katera 2 sta v misli, mislim, da je to kolega Prebelič, kolega Logar, pač sem zdaj na glas rekla. Jaz mislim, da te zlorabe so vedno možne zato, ker so človeške, ker je pač narava je takšna, ker je pa tudi konstantno ti to neko, vemo, Damir Črnčec je vendarle bil direktor Sove, nek del kadra njegovega je tam ostalo. Mislim, skratka, te stvari so možne. Danes je še vedno, ne glede na to, kje on v službi je, še vedno sodi, kolikor jaz vem, v ta najožji, bom rekla, celo strateško-politični krog predsednika največje stranke, ki mu svetuje politično taktiko. Skratka, te zlorabe, po moji oceni, in o moji osebnem mnenju so vedno možni. Pravim, da je to predvsem omen, veste, ker delovanje obveščevalnih služb je departamentalizirano, kar pomeni, da ima zelo ozek pogled v stvari. Ne more spraševati kolegov stvari, ki te ne brigajo, ki niso tvoje področje. To se jemlje kot sovražno dejanje, če ti nekoga gnjaviš, ti kva ste pa naredili. Isto velja v kriminalu, se pravi na krim policiji, tam, kjer so hude zadeve, tam, kjer resne stvari preverjajo veze zadeve par ljudi. In če se ti vtikaš v te zgodbe, si avtomatsko označen kot nekdo, ki nima interesa. Spet smo pri tej točki, da moraš pač imeti mehanizem, da imaš tukaj zanesljive ljudi, da je pa stvar ni bulletproof, se pravi neprebojna, pa kaže praksa v celem svetu. Vse najdete v samih vrhovih institucij od NATO do Nemčije, vsega, vsake to časa top level vohuna, ki je v bistvu povezan. In v resnici obveščevalna pa protiobveščevalna dejavnost v bistvu univerzalna, pa ni važno, kaj delaš, ali si novinar, ali si v bistvu vojak, ali si obveščevalec, ali si policist, ali si pa kriminalc, Posod se te metode lahko uporabljajo. Zaključna beseda je vaša, tako da povejte. Jaz si bom za konec drznil svojo osebno oceno politiziranosti Sove in policije data. Jaz nas v svojem 4-letnem delu zdaj ali pa 3-letnem in pol bi lahko rekel, da se mi zdi, da je Sova bistveno manj spolitizirana kot depolitizirana policija. In bom navedel tudi primer. Točno je, da so bili 3 ljudje na vrhu, ki smo jih srečali, ko smo si izmenjali informacije in preverjali podatke za prikrite preiskovalne ukrepe. In ko smo preverjali ta notranji varnostni nadzor, julija
uveden je bil marca, so potrebovali ti ljudje, ki so bili edini, ki so vedeli za te podatke, so rabili pol ure, da so izvedeli, da dejansko poteka notranji varnostni pregled. Nad kom pa, če so samo ti trije vedeli pred pol leta, da so imeli te podatke. Torej, in veliko podatkov, ki jih mi skušamo solidno skrivati, pride ven še preden mi pridemo nazaj v državni zbor. In tukaj ni bilo storjeno, lahko rečem, na policiji nič. Na policiji. Sova, moram reči, da takega podatka ni bilo in smo bili, tako je bila zadeva korektna, je pa tudi res, da nam zakon v Sovi omogoča bistveno več in je ta odnos bistveno bolj profesionalen, ker ko pa enkrat, vsakič, ko prideš domov, že vse vejo, potem pa jaz mislim, da tudi moji kolegi iz KNOVS-a mislijo, ja, se tako, če ne bom jaz povedal, bo pa kdo drug. Ampak to je slabo. In jaz se držim in tudi kolega iz vaše stranke striktno, ker tukaj ne gre levi, desni, gre za to, da imaš ti etiko, da če je zadeva zaupna, je treba zaupno držati. Zaradi zaščite tistih oseb, ki jih obravnavamo. No, pa v končni fazi mi vsi skupaj moramo delati, ne? Politiki v interesu Slovenije. Za dobro države, tako je. Ja. Pa ni važno z tega vsak svojega področja. Ne. Sej jaz mislim, da tudi nobenemu direktorju Sove ni interesu, da bi kršil zakona, ne. Zato ker ve, kaj ga čaka. Zgubil bo službo, uničil bo familiarno družino, če jo ima, in šel bo v zapor. Ne. Mislim, tisti časi, ko so bile te zlorabe zelo mogoče, pa sploh niso bile tretirane kot zlorabe. To je bil norm. Tako se je pač takrat počel v enopartijskem sistemu. Ko imate pa večpartijski sistem, kjer se oblast menja, je pa če dalje menj možnosti, da bi nekdo lahko karkoli prikril. Lahko, če ni ta pravega nadzora. Do leta 2007 Sova ni bila primerno nadzirana, takrat naprej je. No, kot razumem, Udbe 2.0 ne bomo dobili. S temi besedami zaključujem današnji pogovor. Hvala, če ste bili z nami. Vam pa hvala, da ste se odzvali našemu vabilu.